Saj sem preverila. Komu? Petroviču. Če pa je klical, da ni dobil denarja. Mislim, da je bil to najbolj stresen dan v mojem življenju, no. Vrži še ta računalnik stran, ne rabite ga več. To smo v bistvu imela ful srečo. Par mesecev potem, ko sem diplomirala, sem že dobila to prvo resno službo. Ok, Ronja. Glej, napiši kar tam svoje ime. Geslo imamo pa pri nas vsi enako, ker si zaupamo. Pa tudi ful bolj praktično, boš videla. V redu, napiši prodam vikend ob morju, pa vse velike črke. To je to. Fajn delaj. Informacijska varnost je v podjetjih dostikrat zanemarjena. Težave se začnejo že pri osnovah, recimo pri geslih. Napadalci pa znajo vse te naše napake še kako dobro izkoristiti. Na začetku je bilo ful stresno, ker je odgovornost je velika, denar se obrača, ne? Ampak so mi tako dosti hitro zaupali. Tako da mislim, da je bilo par tednov, potem, ko sem začela delati, sem v bistvu že upravljala s celim računovodstvom. A ti še kar tle? Ja, Petrovič se je javil. A res? Pa Angliži tudi. Ful dobro. A to pomeni, da bomo prodali? Bomo. 4,2 milijona evrov. Wow, Ja. hudo. Kaj to za nas pomeni? Povišica? Vse je ful dobro. Gradbeno dovoljenje ga je treba prevzeti v ponedeljek. To je res zadnji termin Ne, nek za začel sem. gradbeno dovoljenje, tako da Jan, prosim, če ti to prevzameš. Lahko, ja. Dobro, uporabno dovoljenje v tem primeru ni potrebno, ker je stavba bila zgrajena pred. Nekaj je prišlo od Fursa. Posebne zahteve kupca Ja. so... Okej, da odpri. Če v lažnem sporočilu kliknete na povezavo ali pa odprete priponko, lahko napadalci dobijo dostop do elektronske pošte v podjetju. Nekaj časa potem samo skrito in neopazno spremljajo komunikacijo in vključijo se šele potem, ko pride do nekega večjega posla. Je vse v redu? Sorry, nek mail od Fursa je priletel, sam je kar nekaj, tako da poslušava. Ja, v redu. Okay. Jaz odhajam za danes. Je vse v redu? Sam Petrovič je poslal mail z novim TRR-jem, ampak na srečo še nisem nakazala. A ja? A res? Pojma To nimam. je čudno. Prav, pošli mi SMS, ko mu nakažeš, prav? Okej, smiljeno. Ok. Se bom ful previdna. V redu, pa prižgi alarm, ko greš. Okej. Ok, čau. Če imajo napadalci dostop do elektronske pošte, lahko v sporočilu enostavno zamenjajo podatke za nakazilo denarja. In žrtev to zelo težko opazi. Ko je enkrat denar nakazan, ga je pa praktično nemogoče dobiti nazaj. Vedno, ko pride do neke spremembe v načinu plačila, dajte to dodatno preveriti, ali osebno, ali preko telefona, pa tudi, če gre za podjetje na drugem koncu sveta. Ja, v bistvu jaz sem dobila klic od Petroviča, lastnika te nepremičnine, ki smo jo prodajali. In je rekel, da niso dobili denarja. V teh poslovnih goljufijah se lahko izkaže, da je ena majhna napaka kateregakoli od zaposlenih lahko usodno vpliva na celotno podjetje. Pol, ko smo izvedeli, da le ni napaka, pride ta neka žalost, obup. To je bila vseeno zelo velika prodaja.
Pol nam je tudi policija rekla, da so nam povedali, da verjetno tega denarja ne bomo več videli. Mislim, ne vem, če je sploh še možno, da se lahko izvlečemo finančno iz te luknje zdaj. Ne vem. Samo en klik si stran še od mene, samo en klik si stran.